Spoštovane, spoštovani, sliko smo v Domžalskem športnem parku, pred nami pa je tretja tekma v 18. krogu prve lige Telemach, lokalni obračun med Radomljani in Domžalčani, torej med Mlinarji in Ravbarji. Zdaj dober predložek, priložnost za Đurića, ki pa je Tahiraj, proti napad zdaj za Mlinarje. Francesco Tahiraj na desni strani, nekaj več prostora za Hrvoja. Hrvoja, Alić je pred njim, potem pa Uro, visoka žoga v domžalski kazenski prostor. Tahiraj ima priložnost in žoga ni v mreži. Mulalić, vratnica in še enkrat Mulalić, ostaja 0:0. Mulalić. Durdov, Saitovski, še enkrat Durdov za Saitovskega, ki mu je žoga malce ušla, pa zdaj priložnosti 1:0. Kakšen gol Žiga Repasa, pravi pravcati golaco iz ničesar, bi lahko rekli, iz obrata nekako z roba kazenskega prostora z volejem Žiga Repasa od prečke, povsem brez moči je bil tu seveda Velič. Prekrasen gol Repasa včeraj, kot rečeno, je zadev njegov starejši brat, danes torej še Žiga. Vprašanje, če ni bil tule storjen prekršek nad Repasom, toda na drugi strani Tahiraj mimo gola. Francesco Tahiraj. Šošić. Zdaj prekršek Šošića očitno v napadu in tole je, mislim, da izključitev. Dober predložek in Amel Zulić, ko se je že zdelo, da rešitve za Domžalčane ni. Pred vrata Durdov je tam, izkazal se je Velič. Odlično levico ima Jakupović, dober predložek je to in tule je zadetek. Andrej Đurić, 2:0, 84. minuta in tale dvoboj je zdaj slej ko prej odločen. Končno je tudi mladi srbski reprezentant dočakal svoj prvenec v prvi ligi Telemach. Simon Rožman, čestitke za zmago na občinskem derbiju. Odločila sta dva trenutka v drugem polčasu. Večino časa pa se je zdelo, kot da je v igri Domžal nekaj malega zmanjkalo. Tista morda zadnja, morda včasih tudi predzadnja podaja. Kako ste sami videli to srečanje, ki vas je na koncu znova vrnilo v priključek k vrhu lestvice? Ja, povsem se strinjam. Za nas zelo pomembne 3 točke iz tekmovalnega vidika. Zdaj, kar se tiče vsebine na igrišču, smo vedeli, da bo nekako nijansice odločale. Tisto, kar smo se pogovarjali pred samo tekmo, to je to, kar šlo, bom rekel, v našo korist. Čestitke fantom. Je pa res, da na igrišču imamo še ogromno enih rezerv. Zelo težko igrišče, žoga nikako ni stekla. Nismo bili v situacijah, kakšnih bi si želeli. Nismo si niti pripravili preveč priložnosti. Ampak nikaj, ni treba tu, bom rekel, zmagi gledati z obe. Pomembne so točke v tem zaključku prvenstva na teh težkih igriščih v tem vremenu in sigurno smo veseli. Mislim, da bo tudi ena ključnih tekem v tej borbi v stiku za, bom rekel, zgornji del tabele. Nermin Bašić, na koncu poraz z 2:0, ampak nekako, ko smo spremljali srečanje, se ni zdelo, da bi bile Radomlje tudi po izključitvi
deklasirane. Zdelo se je, da ste bili enakovredno nasprotnik, zmanjkalo pa je znova pri zaključkih. Kako ste sami videli to srečanje? Ma ja, dobro ste rekli, nekako stalno ne govorimo o lošoj igri, o energiji, o nekom raspastu tema, govorimo stvarno da Radomlje nešto igraju stvari. Mi smo danas, ako gledamo utakmicu, bolje priložnosti imali, a nismo zabili ni jedan gol. Domžale je tu uspjelo zabiti i poslije crvenog kartona koji se desio, stvarno glup crveni karton, moram to reći, da opet smo neku pobudu imali, opet smo neke prilike stvarali, jednostavno jako teško dajemo golove ove sezone i zato smo vjerojatno tu gdje smo. Ostaje stvarno žal, nije utakmica bila za 2:0, Domžale je bilo efikasnije, a ne bolje u igri, ali ja im čestitam, zaslužena pobjeda i bila je utakmica onako po teškom terenu, puno je lopta odskakala, nije mogla se neka dinamika tu napraviti i evo, moramo se nekako sabrati još 2 utakmice od do kraja, nekako ti svi ohladiti malo glave od toga svega, jer stvarno puno šansi trošimo, a jako malo dajemo i onda to rezultatski izgleda ovako kako izgleda. Vemo, da ste trener, ki teži k igri, ampak sedaj je že toliko časa minilo od vaše zadnje zmage. Bi bili pripravljeni, če vas vprašam nekoliko provokativno, bi bili pripravljeni zamenjati kakšno slabšo predstavo za kakšno točko več? Ma 100%. Ja sam rekao i momcima prije ove utakmice, izlaziš iz krize, jedini recept je borbom, fajtom. Najružnijom utakmicom mogućom, samo da je fajt, da je srce, da je emocije. Tako izlaziš ne finoćom, ne ljepotom, ne nekim pasoma kroz noge. Znači, te stvari sve pozabiš. Znači, bitna je zmaga i to sam i danas rekao. I jednostavno, mladi su to momci, puno je tu nekih stvari koje oni moraju preći u odrastanju svome i nažalost to prelazi sa mnom i sa nama, s našim klubom, ali vidi se neka igra, vidi se neka želja, trkački smo ok, utakmica u egalu sa Domžalama, ali evo, to je to, manjkati malo, to malo vjerovatno ćemo sad kako izgleda stvar morati tražiti u prilaznom roku, jer nismo uspjeli naći modus kako zabijeti malo više golova, ili 1-2 da se to malo okrene i na tabeli i rezultatski. Po zmagi na občinskem derbiju v naši družbi Mitja Ilenič, prve uvodne minute obeh polčasov so bile zelo dobre, v ostalem delu se je zdelo, da ste se nekoliko mučili. Čemu pripisujete to morda manjšo nekonkretnost v zadnji tretjini igrišča? Pa ja, dobro, mi smo šli v tekmo kot vsako drugo, cilj so bile 3 točke, potem nekako v drugem delu prvega polčasa smo malo padli, potem pa spet v drugi polčas mislim, da smo stopili odlično, nekako bili boljši nasprotnik skozi celotno srečanje in tako zasluženo zadeli 2 gola in 3 pike so doma. S 3 točkami ostajate v priključku z vrhom lestvice, sedaj ste se oddaljili in naredili tisto razmak s spodnjim delom. Kako pomembno je za ta zadnja 2 obračuna v jesenskem delu, ki bosta zahtevna, da ste dobili danes to občinski derbi? Pa ja, sigurno, te zadnje 3 tekme pred odmorom hočemo iti na polno, nimamo kaj izgubiti, še vedno pa hočemo držati stik z višje uvrščenimi. Mislim, da ćemo tako nadaljevali s tem novo problemo. Andrej Pogačar, Radomlje so imele danes svoje priložnosti, žal jih niste izkoristili, na koncu plačali ceno s porazom. Kakšno je razočaranje po tejle ničli proti Domžalam? Ja, razočaranje je kar veliko, kot ste že sami rekli. Pač spet nismo izkoristili svojih priložnosti, Domžale so izkoristile in to na koncu naredilo razliko, pa še tisti rdeč karton. V drugem polčasu se mi zdi, da je bil prelomni trenutek, ko je pol obrnil tekmo, tako da, ja, veliko razočaranje. Ostajate pri dnu lestvice, ampak igre so spodbudne, je to vseeno nek pozitiven znak pred zaključkom jesenskega dela? Ja, vsekakor, jaz mislim, da enkrat se mora ta krivulja obrniti, kakor igramo, tako da rezultat mora priti.